vas je, mislim, da 10 v skupini, pa boste za en mesec odšli na Madagaskar, pa bi imel vprašanje, zakaj ste se ravno odločili za to državo, za ta del sveta? Ja, najprej lepo pozdravljeni, sva Martina in Urbano, jaz prihajam z Vrhunke, Martina Skorjula. In ja, letos polet se za 30 dni odpravljamo 10 dni na Madagaskar. Zakaj ravno Madagaskar? Tam deluje veliko slovenskih misionarjev in misionark, tako da jim gremo malo pomagati z oratoriji. Madagaskar je ena od 10 najbolj revnih držav na svetu, tako da tudi zanimiva destinacija. Sami so bili še nikoli iz Evrope, tako da to so nekaj razlogi, zakaj ravno Madagaskar. Tam boste verjetno obiskali slovenske misionarje, s katerimi se boste tam srečali? Ja, obiskali bomo Janeza Mesca, Janeza Krmelja in Toneta Kirina. Na poti pa smo ostavili tudi pri Petru Peki. Za koliko časa greste na Madagaskar? Vse skupaj je 33 dni in odhajamo že čez 2 tedna. Torej 7. julija odhajamo že. Izvedli bomo pa 4 oratorije, pri Janezu Mescu enega, pri Tonetu Kirinu, pri Janezu Krmelju pa 2, ker je tudi za razliko od slovenskih oratorijev tam med 200 in 700 otrok, tako da jih je kar veliko. To pomeni od 200 do 700 za en oratorij. Tako da lahko vidite, kakšna je to razsežnost tega dela. Jaz sem imel priložnost svojim sošolcem spregovoriti, ki je bil pred parimi leti, že kot duhovnik. In tam je bila glavna težava ravno jezik. Kako mislite, da boste to reševali? Pogovor. Ja, to je ena od večjih težav, kaj bi rekel, ker govorijo malgaško, oziroma nekateri znajo tudi francosko. Angleško jih zna zelo malo, tako da od nas 10 pa noben ne govori francosko, ne malgaško, tako da bo najbrž vse s pantomimo, oziroma kaj bomo, če bo kaj novega, bomo si najbrž lahko pomagali z misionarji. Ja, ker to je bila francoska kolonija in tudi otroci mlajši ne bodo znali tudi ne francoščine. Verjetno, da ne, ampak zanimivo je to, kaj je moj sošolc rekel, pri nas so skupine v Sloveniji 10-15 v delavnici. Tam je toliko otrok, prav 2 animatorja, 40 otrok v eni skupini. Ampak ko smo dali nek preprost material, so bili tiho in so poslušali, pa nič razumeli. Vse smo samo pokazali, nekaj takega od si povedal, pokazali otrokom, kaj delati. In to so z veseljem delali. Verjetno pa to vajno delo ali pa skupno delo ni samo ta mesec na Madagaskarju, verjetno je priprava kar širša, pa več časa. Kaj to se obsega? Ja, s pripravami smo začeli že v začetku januarja, ko smo se spoznali skupino. Tekom tega časa smo pripravili sam program in tudi se spoznavali skupino, ker iti z 10 nekak neznanci, rabiš kar nekaj časa, da mogoče spoznaš za drugega, da veš, da lahko dobro sodeluješ. Program bomo skoraj že pripravljen. Naš namen je oziroma delamo to, da hodimo po župnijah in se predstavljamo in na nek način želimo zbrati nekaj sredstev, ki bomo odnesli na Madagaskar, ki bomo namenili v 80% samim misionarjem, v 20% gre pa za najnujnejše stroške našega projekta, kot je recimo cepljenje, viza in take stvari, letalska karta in tudi velik del pa pač tudi plačamo sami. Jaz vam želim, da bi res bilo obilo Božjega blagoslova v vaši skupini, da bi srečno potovali in prenesli to veselje, zaupanje v Boga tudi tem ljudem, da bi en košček dobrote, nekaj dobrega prenesli v ta konec sveta. Mislim, da je na Madagaskarju 9 slovenskih misionarjev. To je za našo državo, kolikor nas je, po mojem smo na vrhu na svetu.
z eno državo res dobra zastopanost in Bog ve, koliko dobrega tem ljudem naredijo. Pri prvi sveti maši sem vam dal nalogo, da pozdravite gospoda Janeza Mesca, ki je bil župnik pred menoj v prejšnji župniji. Potem se je pa zopet vrnil misijone, jaz pa potem za njim na župnijo. Naj bo pozdrav iz vaše skupine. Hvala lepa za vaše besede. Ja, hvala. Sam še to po maši bova pred cerkvijo, tam pod križom, ko imate klopco, tako da tam bomo se še odlagati za kakšen dar, pa mi ga bomo pa na voljo za vprašanja. Hvala.